Veliko smo govorili o sanjah, potem smo pokazali, kaj je klub v zadnjem letu in pol, v 2 letih pravzaprav počel, ko je govoril o nekih idejah, konkretiziral, postavil 5 stebrov. Potem pridejo pa volitve, znova smo v predvolilnem času, se zdi, da smo ves čas, ampak ko nam politiki rečejo, no sej, zdaj bomo pa mi tole vse uredili brez skrbi, ampak to nam govorijo že 30 let. Zato morda vprašanje, kateri steber od teh 5 pa je tisti, kjer bi se pa lahko res najhitreje dogovorili pa kaj spremenili? Šolstvo, zdravstvo, država, gospodarstvo ali pa energetika. En lep dober dan vsem skupaj. Se slišimo vse? Ja. Najlepša hvala, spoštovani gospod Pečečnik, za povabilo na tole vaše srečanje. Letos sem že drugič zaporedoma med vami in vsakič imam občutek, da bi seveda tu moral sedeti nekdo drug in ne jaz in poslušati to, kar sporočate. Ampak ne glede na to, je tudi moja naloga, da poslušam, da slišim in prenesem tistim, ki bi morali poslušati, pa žal vse prevečkrat ne. Kar ena taka depresija je vela, gospod Pečečnik, dragi Joci, iz tvojega govora. In spoštovani Marko Bitenc, vi ste poskušali naliti čistega vina vsem nam. Ampak da odgovorim, Gregor, na vaše vprašanje, vseh 5 stebrov, ki ste jih omenili in zapisali v ta vaš program, je pomembnih. Težko bi rekla, katero področje bi bilo manj pomembno in na katerem bi se dalo narediti več. Naša skupna odgovornost je, da vsi ti stebri funkcionirajo. Zdaj, če vprašate mene, je seveda moja naloga in naloga mojih političnih sopotnikov država in državna uprava, administracija. To je nek temelj, brez katerega ne morete vi dobro delati, brez katerega država ne bo uspešna. Ampak vseeno, ne bom rekla, da je to edini in najbolj pomemben temelj. Vsi so. A lahko, gospod Bitenc, morda repliciram samo vam v enem delu, namreč tam, ko enačite državo s podjetjem, tam me je kar malce zabolela moja pravna duša in zdaj tudi politična, čeprav sebe še vedno ne vidim kot političarke, pa sem, moram priznati. Ko ste rekli, da je vlada uprava podjetja in parlament nadzorni svet, tam ste se zelo, zelo zmotili. Parlament je samo podaljšek vlade, ni noben nadzorni svet. Tam je pač sistem narejen tako, da melje volilni stroj, volilni aparat in tista vlada, ki ima seveda, oziroma koalicija, ki ima tam večino, preko parlamenta praktično lahko naredi, karkoli hoče. Adijo nadzorni svet. Ni parlament nadzorni svet. Kaj naj vam še v teh uvodnih razmišljanjih povem? Dajte sanjati, lepo vas prosim, še naprej. Jaz sanjam vsako noč. In več kot nas bo, bolje bo. In na koncu, veste, tudi v politiki so ljudje, ki slišijo, poslušajo, ampak kruta realnost ne samo Slovenije, pa je, da se vse bolj polariziramo. Prosim, ne polarizirajte se v gospodarstvu in podjetništvu. Ostanite enotni, ostanite močni, nalivajte nam čistega vina vsak dan, zato so taka srečanja, taki festivali, taki programi zlata vredni. Prisiliti moramo samo tiste, ki morajo to prebrati, da bodo tudi prebrali. Z mehkimi metodami, seveda, nisem pristaš represije. Zakaj vam to govorim? Zato, ker boste vi tu mnogo dalj časa kot katerikoli politik. Politik ima kratek rok trajanja. In prav je tako. Menjati je treba metle na vrhu. Če mene danes vprašate, bi jaz omejila vsakemu predsedniku vlade mandat na en mandat.
ne, da bi naredil karkoli ima za narediti in potem naj odide s pokončno ali manj pokončno glavo. Problem, ki ga v politiki seveda imamo, ne vem, če sem vam že kdaj povedala ta stavek, kaj je razlika med politikom in državnikom. Politik je tisti, ki dela tako, da bo zmagal na naslednjih volitvah, državnik dela za naslednje generacije. In tega je danes po svetu premalo. Če pogledate vse mednarodne težave in vojne in probleme doma, je vse nekaj na hitro, biti všečen, ampak to ni politika, ki bi jo zagovarjala sama, to ni politika, v katero verjamem jaz, in kot poslušam vas, tudi vi niste pristaši kratkoročnih, hipnih in všečnih rešitev. Zato prosim, vztrajajte na svoji poti. In če lahko, Gregor, vem, da sem malce predolga v uvodu, ampak vendarle, premalokrat vam država reče hvala. Jaz pa imam privilegij kot predsednica Republike Slovenije, da se vam zahvalim za vse, kar delate, da se vam zahvalim za to, ker vztrajate. Predvsem bi se vam pa želela zahvaliti za to, ker ste tudi družbeno odgovorni. In če je Joc v svojem govoru rekel, da si danes kaznovan, če si uspešen, to nikakor ni tista prava pot. Veste, v politiki smo pa kaznovani, če ne mislimo tako, kot misli tisti, ki je na oblasti. In to tudi v politiki ni prava pot. Vi ste družbeno odgovorni in ne vem, če se država zaveda, kako zelo veliko delate na področjih, kjer država ne zna, ne zmore ali noče. Skupaj z nevladnimi organizacijami. In vi ste eden tistih stebrov, v katerega jaz res verjamem. Evo, naj bo za začetek dovolj, upam, da nisem bila predolga. Hvala lepa. Gospod Bitenc, verjetno ne bo treba odgovarjati na repliko v nadzornem svetu, a ne? Je bilo v redu. Mogoče pa bi bilo koristno, da razložimo, ne? A se mene sliši zdaj? Ja. No, seveda, mi v klubu slovenskih podjetnikov, predvsem pa na našem programu Uspešna Slovenija, smo se zavedali heretičnosti, tega zaključka, še posebej po zaslugi naše članice upravnega odbora, Janje. In ta odgovor je naredila umetna inteligenca. Jaz sem kar umetno inteligenco vprašal. Ta halucinira, Marko, ves čas. Umetno inteligenco sem vprašal. In dejansko, to je tako, kako ne bi bilo. In dejansko, če mi vsi vemo, parlamentarci so izvoljeni od ljudstva, niso izvoljeni od goloba, naprimer. In jasno, če bomo gradili prosvetljenost naroda, volilnega telesa in pripeljali do tega, da bo dejansko se vsak član državnega zbora pri glasovanju zavedel tega, da je on glas toliko in toliko tisočih volivcev, ne pa izvajalc tistih, ki to, potem imamo upanje. Je pa to seveda zelo, zelo dolgoročni cilj, verjetno nekje takrat, ko bomo uspeli podjetniki Stožice napolniti, bo mogoče to uresničljivo. Gospod Spruk, kar vas bom zdaj povabil k debati, mikrofon kar vzemite, ja. A že tudi vi kaj računate z umetno inteligenco ali je na ekonomske fakultete vendar vse še bolj na roke in po enačbah? Ja, seveda pač umetna inteligenca je pač ena izmed področij, ki bi se tudi jaz želel, da bi vsa ekonomska in strukturna politika ji dala malce več pozornosti, se pravi, vemo, da odpira številne priložnosti, se pravi, eni moji kolegi celo pravijo, da je to nova aorta, digitalne in pač podatkovne ekonomije. Bi se pa seveda pač malo tudi navezal na to, se pravi, katere so, kar je bilo seveda tudi že v govoru kolega Bitenca omenjeno, se pravi, katere so še tiste mogoče dodatne ključne ovire, ki dušijo na eni strani slovensko gospodarsko rast, da bi bila slovenska družba malce bolj uspešna. In recimo jaz bi se tukaj navezal na eni strani predvsem na to, da če pogledamo, se pravi, kratkoročne in dolgoročne trende, opažamo, da se je nekako v zadnjih 2 letih ustavilo tisto, kar je za dolgoročno gospodarsko rast narodov in družb najbolj pomembno. To je bila tudi v bistvu osrednja tema letošnje Nobelove nagrade za ekonomijo, in sicer to je inovacijska dejavnost. Slovenijo, če pogledamo nekako po obdobju krize, se pravi od leta 2012, 2013 naprej do leta 2016, Slovenija je bila 7. najbolj uspešna država v Evropski uniji pri Evropskem patentnem uradu po ne patentnih prijavah, ampak po še vedno številu patentnih odobrenih patentov. Če to
to delimo za števili prebivalcev, smo prišli na 3. mesto med članicami. Prehitevata nas samo Izrael in Švica. Sicer nas zelo prehitevata, ampak smo se zelo dobro uvrstili. V zadnjih 2 letih pa vidimo, da se je nekako ta inovacijski kisik krepko zmanjšal. Jaz sem pogledal, se pravi, na eni strani modelsko oceno in skrbi me, da bi se lahko ta kratkoročna anomalija sprevrgla v nek srednjeročni ali pa celo v najbolj črnem scenariju dolgoročni trend. Zato se moramo vprašati, ko gradimo boljšo prihodnost, ko gradimo seveda nekako bolj propulzivno, bolj produktivno gospodarstvo, kako lahko Slovenija ohrani in še bolje izboljša svojo inovacijsko dirko v svetu, v obdobju umetne inteligence, v obdobju podatkovne ekonomije. Enkrat, ko izpadete z vrha, je zelo težko izlesti nazaj. To nekako presega ta tradicionalni, kako bi rekel, model konkurenčnosti, kakorkoli ga seveda imenujemo. In tukaj seveda vidimo, da slovensko gospodarstvo na eni strani, kar je bilo tudi seveda že omenjeno, se pravi kot potencialne reforme, mogoče potrebuje še nekaj, in sicer to je predvsem večjo odprtost do idej in večji, bolj propulziven razvoj trga tveganega kapitala. Slovenija je imela od leta 1991, kot je bilo tudi že v videu lepo pokazano, veliko dosegla, članstvo v Evropski uniji, članstvo v NATO. Smo ena izmed redkih držav, ki so seveda razvite, ki se ne sooča z nekimi zunanjimi grožnjami. Ne živimo tako kot v Tel Avivu, da vsak dan neka raketa leti seveda v zraku. In kljub temu seveda teh prednosti nismo znali dobro izkoristiti. Nimamo enega samoroga od samostojnosti naprej, enega globalno omembe vrednega startup podjetja, pri čemer imamo treba nekaj povedati, ne manjka nam talenta. Talenta imamo Slovenci ogromno. Če gremo gledati podkovanost, tehnično podkovanost, izobraženost, vrščamo med top 10 držav na svetu. Kako ta talent se pravi spremeniti na eni strani v večjo komercializacijo idej, na drugi strani seveda v hitrejšo rast inovacij. In tukaj seveda potrebno tudi povedati, da kar jaz pogrešam seveda nekako pri politiki, ne pri političnih strankah, ampak dejansko se pravi pri politiki od leta 1991 naprej, da nekako ni država bila sposobna vzpostaviti zelo globokega sodelovanja s ključnimi inovacijskimi vozlišči v svetu. To je danes ključno. Kjer ste na inovacijskem vozlišču, je tako kot kompas, to determinira vašo prihodnost. Bom tukaj naredil piko, zato ker ste mi dali dober uvod v naslednjega govorca, ki pa ga danes ni z nami. Na NLB-ju prav danes predstavljajo namreč rezultate poslovanja, ampak je pa bil Brodnjak pripravljen sesti z mano na kavo in bomo zdaj zavrteli prav to, kar ste rekli, da smo včasih imeli politike, ki so sanjali, da bi bili med 10 najbolj uspešnimi družbami, potem pa nam je nekaj zmanjkalo, zato prosim, če lahko zavrtimo to drugo izjavo. Nekoč je nekdo, ki je vodil vlado, rekel, da bi želel, da bi Slovenija bila med 10 najkonkurenčnejšimi gospodarstvi na svetu. Zdaj, v zadnjih letih teh ambicij ne slišimo. Jaz bi želel, da bi bila med 5, ker tudi to je izvedljivo. Z zavestnim pozicioniranjem panog, kjer imamo naravne konkurenčne prednosti, z ciljnim vlaganjem, osredotočenim vlaganjem te panoge, sem prepričan, da lahko postanemo tudi med najkonkurenčnejšimi gospodarstvi na svetu. In potrebujemo nekaj mikroukrepov, se ne potrebujemo zelo velikih pretresov v družbi. In prepričan sem, da prihaja do kritične mase, predvsem med mojo generacijo. Mi smo ravno kar zaključili prvo polovico 1. stoletja. Smo postali detki in nam ni vseeno, kaj bo z našimi otroci in vnuki. Da se zdi, da bi ta generacija želela kljub vsemu vzeti stvari v svoje roke na način, da se nehamo pogovarjati o zvezdi in križu in partizanih in obrancih in nehamo upletati s temi simboli. In se začnemo dejansko ozirati prihodnost in kako bomo s Tadejevo mentaliteto, Janino mentaliteto, mentaliteto slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, ki bodo ponovno cenjeni, da nam ne bo žal za njih, ker jih obremenjujemo, ampak bodo ponovno cenjeni in se bomo od njih učili. Gospod Akrapovič, bi pa zdaj vas prosil za eno stvar. Vi pa ste najboljši na svetu, ne med top 5, ampak ste najboljši na svetu. Ja. In potem Blaž Brodnjak reče, si želim, da bi se tudi učili. Pa vas bom vprašal, niso si nič naučili, pa so se vsaj poskušali učiti od vas. No, težko bi rekel, da so se prav od mene kaj veliko učili, ker dejansko jaz mogoče tudi bom rekel, s slovensko sceno več kot tukaj nimam upravka, mogoče se lahko temu reče, hvala Bogu, ker pri nas so pač naši produkti dejansko merljivi.
In to je ena od naših največjih prednosti, ko razviješ produkt in ga daš testirati pač tovarni, in če je boljši od tega, kar so oni sami razvili, potem to tudi uporabljajo. Ne? Tako da smo prišli, bom rekel, v MotoGP-ju, ima res večina motociklov naše izpuhe, tudi v Superbikeu, v motokrosu. In ravno kar smo prišli prejšnji teden do 204. svetovnega prvaka z našimi produkti, kar je res. No, ampak morda pa je kakšen politik, ne zdaj stranka, ki bi se lahko kaj naučila, ne o motociklizmu, ampak o tem, kako odpirati vrata, kako meriti stvari, da so potem boljše. Sploh tukaj malce ciljam na ta vaš predlog, ki smo slišali pri dr. Vitencu prej, da je bil tudi pri tej vladi zavrnjen, pa v resnici ne bi nič proračuna stal, bi pa pomagal, da bi bili morda više na teh lestvicah. No? Ja, dejansko bom rekel, da je ta predlog gospod Han zelo podprl, tudi njegov sekretar Frangeš. In mi smo praktično 3 leta delali na njemu. Ne. Mogoče, če bi ga razložil nekako poenostavljeno, da bi imeli pač podjetniki možnost do 1/3 dobička razdeliti med zaposlene, ponder bi bila plača in maksimalno 2,4-kratnik tega dobička bi bilo možno nekako razdeliti. In moram reči, da smo pravzaprav zelo daleč prišli, potem se pa nenadoma ustavilo na finančnem ministrstvu. In zdaj, kakor vidimo, zadeva stoji. Verjamem, da bi tak predlog slovenskemu gospodarstvu in predvsem podjetjem, ki plačujejo v Sloveniji tudi davke. Ne. Ker če je ponder 1/3 dobička, to pomeni, da mora podjetje v Sloveniji prijaviti davke in jih tudi plačati. Zdaj vemo, da veliko tujih korporacij praktično v Sloveniji dela brez dobička in jih prenašajo v druge bolj davčno ugodne države, in to bi bila tudi neka prednost za pravzaprav tiste rekel, slovenska podjetja, da bi na ta način lahko izplačevali. Način bi bil pa enak, kot je za podjetje, se pravi, najprej bi plačal zdaj 22%, ne več 19%, ker smo imeli poplave, ne. Upam, da bodo to tudi en dan zmanjšali, potem pa 25%, tako kot pri izplačilu, se pravi, lastniku podjetja. In to bi skupaj kumulativno zneslo tam 41,5% davka, kar seveda še zmeraj ni malo, ne. Je kar krepko obdavčeno. V vsakem primeru pa je to manj kot, ne vem, pri najvišjih plačah. Veste, v 50% dohodninski lestvici smo na 67,5% obdavčitve, tako čisto po domače, če dam jaz, ne vem, enemu sodelavcu 1000 evrov, moram plačati 3000 evrov, ne, kar je dejansko popolnoma kontraproduktivno, in na ta način je zelo, zelo težko zadržati v Sloveniji kadre, ki ostajajo pri nas, mogoče iz čisto drugih razlogov. Včasih se tukaj oženijo, pač Slovenija mi je všeč, ampak definitivno na ta način bomo res težko pripeljali kakšne izjemno dobre kadre iz tujine. Tako da to bi se moglo spremeniti. Dobro ste se dvakrat izognili vprašanju, nič niso pri vas trkali, pa se učili, vidim, ne. Tisti, ki bi se lahko. Gremo morda zdaj k predsedniku SBC-ja, gospod Joc, vas bom takole poimenoval, dragi Joc, kot bi rekli v Levici. Ne. Zakaj se je SBC v teh 5 stebrih podal na pot 5 stebrov in ne zgolj gospodarstva in davkov? Ja, bom jaz, še enkrat dober dan, bom jaz mogoče ta odgovor začel malce druge. Ko smo skupaj z našim PR oddelkom snovali naslov za nov časopis, so me spraševali, da kaj povej, kaj misliš, da bi bila primerna tema, in sem rekel, nehali smo sanjati, nehali smo upati, in iz tega ven prihaja tudi tematika za današnjo srečanje. Jaz, nažalost, gospa predsednica, moj govor ni bil
depresiven, to je realizem. Žal, in jaz sem v to 100% prepričan. In tako je, nič v njem ni bilo pretirano. Bi pa rekel sledeče, ne. Mogoče sem jaz danes malo depresiven, ker sem bil včeraj na sestanku z Igorjem pa z Andrejem Tošom na Ministrstvu za finance in sem bil prepričan, da bomo en zakon, ki ga pripravljamo, Igor ga je predvsem začel, mi pa vsi skupaj pomagamo, 3 leta, ker se strinjajo z njim tudi sindikati, ki je dobronameren do države v obliki plačila davkov, do podjetnikov, ki lahko zadržijo svoj najboljši kader, in do zaposlenih, ki bodo dodatno nagrajeni. In ga nismo mogli spraviti čez, zato ker je enostavno prišlo do prepira na vladni strani, ker so se ministrstva začela med sabo prepirati. S tem, da sem bil 2-krat pri predsedniku države, pri ministru za finance, vlade, se opravičujem, sem ne na to temo, vlade, pri ministru za finance, da sem pri ministru za gospodarstvo sva bila. S tem, da vsi te ljudje so iskreno bili pripravljeni ta naš predlog podpreti. In to tudi one dva lahko zagotovita. Vsi, predsednik vlade, finančni minister, gospodarstvo, minister so za ta predlog in ga ne moremo uveljaviti. To pomeni, da danes pa jaz imam razlog za depresijo, ker se mi je ponoč posvetila ena lučka, da ko se mi kregamo, napadamo njih v vladi, to počnemo popolnoma brez veze, ker naša država je tako zalepljena, zbirokratizirana, da jo ne obvladuje nihče več. Jod, zdaj moram vprašati, ker imam nekaj teh novinarskih izkušenj, pozabil si povedati, katero ministrstvo je bilo proti. Nobeno. Problem je bil v tem, da je formulacija direktorice direktorata za davke bila zelo enostavna. Povedala mi je, da če ta predlog sprejmemo, bo lahko še kdo drugi podoben predlog zahteval. Predlog njem pa je bil, da ta predlog sprejmemo, samo da damo na njega še prispevke. Mislim, kar glavo povziti vsi, mislim. Saj ni drugi. In to, mene to skrbi. Jaz sploh ne vem, če predsednik vlade, finančni minister, gospodarski, hoče nekaj narediti in mi smo mu zakon strokovno vse pripravili in ne more. Se pravi, mi smo na letalu, ki letimo, ki nobeden ga več ne obvladuje in ko zmanjka goriva, pade dol. In tako bo, če ne bo sprememb. Zdaj bi šel pa gospe Vidi Šeme Hočevar, pa ne zato, da sem vas imel napisane zdaj na vrsti, ampak zato, ker bi navezal na tole stvar. Ko se karkoli zgodi, skočite seveda na vlak in vaši delavci zaposleni so povsod po Sloveniji. Imamo 212 slovenskih občin, sicer je bogokletno reči, da bi morda kakšno ukinili, ker ne zadostuje niti zakonskim kriterijem, da bi obstajala, ker to pa ne, občine sicer ne damo, ampak vendarle, ko pa je treba kaj narediti, imamo pa en kup birokracije in se ne da. Kako pa v velikem podjetju, kot je Triglav, naprimer, ko so poplave, ko je kaj takega, uredite, da ste v Ljubljani, pa tudi v Puconci? Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti za povabilo in za nastop v tej eminentni družbi. Jaz že od leta 1992 zelo veliko sodelujem s podjetništvom, čeprav to morda noben ne ve, že iz inkubatorjev takrat naprej. In zelo, zelo spoštujem vse vas, ki ste tukaj. In mislim, da ne sanjate, sanjamo vedno, ampak da imate ideje in pozdravljam tole vaše gradivo, ki je bilo pripravljeno.
apeliram pa najprej, preden odgovorim na vaše vprašanje, da ga je treba operacionalizirati, da ga je treba spraviti naprej in me izjemno veseli tudi v teh obiskih informacije, kajti verjamem, da samo tako se lahko spremembe zgodijo. In imam veliko upanja za našo državo in za vse, ko gledam vas tukaj, ne. Naj povem še nekaj. Prihajam iz zelo velike skupine, kjer dejansko zelo podjetniško razmišljamo. Čeprav morda na prvi pogled ne bi temu rekel tako in je včasih tudi težko, ker je zelo veliko zaposlenih. Vendar šli smo tudi v regije, smo v vseh regijah prisotni, tudi nekaj direktorjev naših regij je danes tukaj z nami. Kaj to pomeni? Prilagoditi se stranki, ali lahko rečemo tudi v našem splošnem primeru državljanu, na vsakem koraku. To pomeni, da če nekomu ustreza, da pride osebno, pride osebno. Če želi, da pride zastopnik, pride zastopnik. Poznati ga, poznati stranko do potankosti, kolikor je mogoče in nikakor tega ne izkoriščati, ampak ga graditi na zaupanju. In to zaupanje je tisto, kar manjka tudi pri nas do države, kar manjka, mislim, jaz ga imam do podjetnikov, tako kot je rekel danes gospod dr. Bitenc, da mogoče drugi dosti bolj verjamemo kot vi sami vase, ampak vi lahko zelo verjamete sami vase, da drugače ne bi bilo ostalih. No. Eno podvprašanje, se Ja. opravičujem. Zdaj, ko ste to odgovorili, me seveda zanima, ali to, kar delate v podjetju, ni mogoče delati tudi na državni ravni. Jaz verjamem, da ja. Kaj pa je Ampak- torej razlika med nekom, ki je zaposlen v javni upravi, na občini ali pa v teh vseh državnih No, pri nas je službah? precejšnja razlika, ker so takoj posledice, če se karkoli ne zgodi, tako kot bi se morala zgoditi. Pri nas ne bo nekdo odločil, če ni pristojen za tisto odločitev. Če je odločitev na veliki ravni, na sistemski, je jasno, kako mora odločanje potekati in tudi odgovornost. Apeliram na to, da je vedno za tem odgovornost, tudi odgovornost tistih, ne more reči politik, jaz pa tega ne morem oziroma ne bom odgovarjal za to, če nekaj sem obljubil, imam v programu, pa nisem naredil. Tukaj smo krivi vsi mi, ki smo dejansko med volilci, pa potem ne zahtevamo te odgovornosti. Ne. In mi vsakodnevno odgovornost nosimo in za svoje mandate in za vse ostalo. Drugače smo pa v enem obdobju, kjer se vse spreminja. Dobavne verige se spreminjajo tako, kot nismo še nikoli makroekonomsko bili priča temu in ne grejo več po načelu učinkovitosti, ampak grejo po načelu protekcionizma. In tukaj je popolnoma drugačna zgodba, ki nas čaka. In to je zelo težko. Najbrž bomo demografijo še odprli, ampak Tako? skratka, regijsko, če še enkrat gremo en korak nazaj, je pomembno, ker je več bliže pravzaprav viru potreb si, ampak jih moraš tudi odgovorno obvladovati in kot podjetnik, jaz v to zelo verjamem, stroškovno učinkovito. Ne povsod, ne moreš biti pri hudih boleznih zelo stroškovno učinkovit, ker jih je tako malo, so stroški toliko višji, recimo kot primer, ampak ravno tam najbolj rabiš javno pa za javno zdravstvo, ne. Ampak med tistimi storitvami, ki jih je pa veliko, je pa potrebno pokoristiti vse možne načine, ki so na voljo. Toliko na hitro, hvala. Ne, hvala lepa. Dober uvod ste mi dala, najprej o optimizmu, tudi Marko je zato pisal ta govor. Tako da, dr. Bitenc, bi vas zdaj pa pozval, ko govorimo o teh 5 stebrih, malce je že govorila vaša kolegica na levi strani, o odgovornosti. Tudi o tem smo govorili, a ne vseh teh 5 stebrih, ko smo govorili o šolstvu, ko smo govorili tudi o zdravstvu, kjer imamo ustanove z minusom, pa ni povsem jasno, ne, kako je to mogoče, ker v podjetništvu tega ne bi bilo. Je ta program nekaj, kar lahko soočimo zdaj potem politike in rečemo, a lahko pri takšnih majhnih stvareh vendarle zahtevamo odgovornost in spremembe? Ja, jaz lahko sam še dopolnim, kar je bilo verjetno tudi napisano na ekranu. Ne. Odgovornost je ena od vrednot v slovenskih podjetnikov in prepričan sem, da je odgovornost tudi ena glavnih vrednot slovenskega naroda. Povsod drugje, razen v politiki. A ne. Že na lokalni politiki je več odgovornosti, a ne. In je večja izpostavljenost, kot je na federalni zvezni politiki. A ne. In če pogledamo čisto po osnovnih zakonih narave, če vidiš, da nekaj dobro deluje in da je odgovornost prisotna, potem moraš tismu, kjer ni odgovornosti, malo vzeti pa da tu je odgovoren. Mislim, da je to zelo enostavna rešitev. Je pa tudi normalno, da vsak najbolj ve, kaj je potrebno postoriti na svojem dvorišču, ne pa na 10 km oddaljenem dvorišču. In tudi pripadnost je večja lokalno. Zato smo dali, odgovornost je seveda ključni problem. Jaz se pa strinjam z mojo predhodnico, da
ključni problem je na stebru država, a ne vsebinskem stebru. Kako prosvetliti volilno telo, da bo zahtevalo odgovornost od izvoljenega predstavnika svojega v državnem zboru, a ne, da bo dejansko zastopil njegove interese, ne pa obratno, ker mi imamo, a ne, parlamentarno demokracijo, kjer je, jaz sem potem veliko razmišljal o tem izdelku umetne inteligence, ne. Dejansko je država podjetje, kjer smo delničarji vsi državljani, smo delničarji, a ne, ki seveda se ne samo upravljamo, ne, ker vemo, da to je bil en stranski žep naše evolucije, ki se ni izkazal uspešnega, in imamo upravljanje in vodenje, ne, tako kot v podjetju, ne. Lastnik podjetja ga upravlja, ne, in imenuje tiste, ki potem to podjetje vodijo. To se pravi, lastniki, državljani, a ne, izvolimo državni zbor, ki nam potem direktorja izvoli. Seveda, problem je, da potem niti ta izvoljeni parlamentarc ni odgovoren, a ne, do svojega volivca, ampak slepo posluša unga, ki ga je on izvolil, ker je on nad njim. Seveda, to je dolgoročen cilj, ampak jaz mislim, da mi smo posod odgovorni in posod smo še celo mogoče preveč odgovorni in to odgovornost živimo, a ne, razen izjema je ta parlamentarna demokracija. Jaz mislim, da Slovenci, glede na to, da smo imeli kar precej temnih obdobij glede demokracije na našem prostoru, ne, vse vemo zgodovinsko, da že zadnjih 110 let, ki smo živeli pod Habsburžani, je bil absolutizem, a ne. Potem smo imeli po prvi svetovni vojni najprej res državo SHS, kjer je bil Slovencev na prvem mestu, potem je v kraljevini smo ratali na zadnjem mestu, pa je bila kraljevina vmes, ki je spet končala v diktaturi z absolutizmom Karađorđevićeva, ne. Potem smo imeli spet po drugi svetovni vojni, nismo imeli demokracije, tako da jaz mislim, da je glavno delo, ki nas čaka, je v prosvetljevanju volilnega telesa državljank in državljanom, da bodo najmanj takšno odgovornost pričakovali od tistih, ki jih volijo, kot jo izvajajo sami v vsakodnevnem življenju. Preden gremo nov krog, morda še en govor, ta je tak, da bo marsikoga tudi dvignilo stola, ampak vendarle je vredno slišati še 4 predloge šefa NLB-ja, ker potem se o tem vsi pogovarjajo. Začel bom pa takoj zatem z vami, gospa predsednica. Tako da prosim še za drug govor, 4 ukrepe, ki bi jih bilo potrebno uvesti. Absolutno najpomembnejši ukrep je uvedba razvojne kapice. In zdaj lahko reče Brodnjak preplačano v bezdalo, ampak to je absolutno nujen ukrep. Vse države v soseščini praktično jo imajo uvedeno in brez tega, da lahko talente, ki vodijo sisteme in ki razvijajo te rešitve, o katerih smo prej govorila, ne, z višjo dodano vrednostjo in so konkurenčni pri primerljivih cenah, ker imamo višjo kakovost, ne, moramo tukaj zadržati oziroma jih sem pripeljati. Drugi ukrepi so povezani seveda s tem, kako bomo napajali, ne, naše projekte z znanjem, ne samo znanjem, ampak tudi dejansko v končni fazi z rokami, ne, in je povezan, kako bomo naslovili demografski prehod. Ne. In zdaj nekaj ukrepov je, ki so preproste narave. Zdaj, ta se morda komu sliši neobičajno, ampak jaz bi takoj dovolil neomejeno delo upokojencev. Generacije rojene v 60. in 70. so vajene dela drugače kot te, ki se rojevajo sedaj. Tretji pa mogoče provokativen, ne, ampak bi pa po mojem mnenju bil pa potreben za izgradnjo vrednostnega sistema oziroma neko prevetritev vrednostnega sistema prihajajočih generacij obvezno služenju družbi. Zdaj se lahko pogovarjamo ali 6-mesečno ali 12-mesečno, ampak na način, da seveda mlade ljudi upeljemo v življenje. Da ko je nekaj obveza, seveda ne, je primerljivo analogno nekemu delovanju v nekem delovnem razmerju. Moraš se pojaviti v nekih časovnih okvirih, na nekih mestih ali pa na kanalih, in moraš izvajati neke aktivnosti tudi pod nadzorom kakega nadrejenega in spoštovati to avtoriteto, naj se naučijo, kaj pomeni biti del družbe. Ker so to pomen na nek način izgubili. Ne. Danes smo jaz, družina, družba. Ne. Kitajci so nekaj drugega, so družba, družina, jaz. In če želimo globalno biti konkurenčni, ohraniti te osnovne atribute velike konkurenčne prednosti, uravnotežene in sorazmerne družbe, potem se moramo tudi zavedati, da tak način bivanja zahteva tudi delo in obveznosti, ne zgolj pravice in svoboščine. Zadnji ukrep je pa absolutna prepoved anonimnosti na socialnih omrežjih in prepoved uporabe socialnih omrežij mlajšim od 16 let.
Gospa predsednica, z vami bi začel, ko sem bil pri vas v vaši predsedniški palači in sva imela pogovor, sem vas vprašal, ker je ravno takrat začela veljati ta plačna reforma v javnem sektorju, če ste zadovoljni s plačo in ste odgovorili, seveda sem, ne pa kje sem pozicionirana. A ne? Šlo je za Sem pa pamet. zadovoljna s plačnimi razmerji. Tako. Ja. In potem sem bral komentarje pod tem in res nisem mogel verjeti. Ne. Slovenci smo družba, kjer je fino, če bi bili vsi na minimalcu, ne, drugače bi bili pa v Švici. Ne, samo ne vem, kako bi to delovalo. Zato me zanima ta zadnji predlog, morda res, da bi bili družba tudi odgovorni, kar ves čas govorimo, in bi torej vse, kar povemo, povedali z imenom in priimkom. Ali bi to tudi koristilo v tej naši iskanju odgovornosti in morda tudi večjemu vplivanju na politiko. To je dvorezen meč. Ne. Morda v razvitih demokracijah malce lažje gledamo na to, da bi podprli predlog, da ni anonimnosti na internetu. Ampak veste, ne razmišljati samo z našega zornega kota. Ko greš ti v države, kjer pod plaščem anonimnosti lahko premikaš gore, ker če ne bi bilo možnosti za anonimnost, bi te preprosto ubili, likvidirali in tako naprej. Ne? Skratka, pravica do svobode izražanja seveda ima svoje meje. Jaz mislim, da je treba razviti orodja, najti anonimneže, ko prekršijo zakon, ko prestopijo neke norme. Tam se mogoče lahko igramo, da bi pa popolnoma ukinili anonimnost, takega predloga pa seveda jaz ne bi podprla. Res pa je, ne, da tisti anonimneži, 99% med njimi vam tega, kar povedo anonimno na internetu, ne bi upali povedati v obraz, ampak to je bolj njihov problem kot naš. Mislim, na koncu seveda tudi naš, ker so pa v govoru brutalni. Gospod Brodnjak, ne, take zanimive predloge. Dobro, upokojenci že danes lahko delajo. Ne? Tukaj ne vem, kaj mislijo, da bi še imajo omejeno število ur, lahko se pa reaktivirajo in zadržijo določen del pokojnine in delajo polno, ampak spet za omejeno število časa. Ne ur, ampak ne 2 ali 3 leta, koliko to lahko traja. Skratka, rešitev je verjetno lahko več in so bolj podrobne v smer, ki jo je gospod Brodnjak rekel. 16 let. Družbena omrežja. Jaz bom zdaj eno stvar povedala. Pri nas v Sloveniji imamo zakon, ki določa 15 let za uporabo družbenih omrežij, pa ne vem, če to veste. A ne? Zdaj mi v svetu debatiramo o tem, da je treba to, ne vem, 15 ali 16. Jaz absolutno strinjam, da je treba dvigati starost za uporabo družbenih omrežij, ker uporaba družbenih omrežij dobesedno cvre možgane naših mladih. Upam, da ni prebrutalen izraz, ampak v to verjamem, vem, ker spremljam podatke. V Avstraliji so sprejeli zakon, začne veljati decembra 2025, kjer je dvignjena starost za uporabo družbenih omrežij na 16 let, in hkrati seveda odgovornost vseh ponudnikov družbenih omrežij, da bodo z velikimi globami odgovarjali, če ne bodo preverjali te starosti. Zdaj spet, kako jo bodo preverjali, soglasje staršev, če starš dovoli, da je pod 16, njegova odgovornost. Lahko je govoriti o nekih ukrepih, kako jih potem implementirati, pa seveda bistveno težje. Ampak morda je tu na mestu spet poziv državi, meni, vsem politikom. Mi imamo ogromno ene zakonodaje, ki že velja, pa je ne uporabljamo. Vzemimo zdaj samo problem romske problematike. Ko poslušamo o novih in novih represivnih ukrepih, o možnosti vdora v stanovanje brez odredbe preiskovalnega sodnika. Pa se to že danes vse je. Jaz mislim, da je največji problem slovenske javne uprave, slovenske države, da smo tako zelo prenormirani, da niti sami več ne poznamo zakonov, ki nam nalagajo delo. Mogoče tukaj treba narediti nek reset, pogledati, kaj že imamo in kaj je odveč, da pa zadeva ne bo tako preprosta, pa seveda poskrbi naša druga mati, to je Evropska unija.
Mi smo znotraj 27-terice in vse uredbe in direktive zavezujejo seveda tudi nas, ampak mislim, da bo tudi tam treba enkrat narediti kompletno reformo in pregled vsega, kar nas zavezuje, in poenostaviti zadeve. Ni pa to enostaven proces, ampak vsaka država lahko na tistih področjih, kjer Evropska unija ne regulira, naredi seveda najprej sama. Hvala lepa. Prej ste rekli, zagotovo bomo kakšno rekli o demografiji, seveda se moramo, ta pa je tudi zelo jasna, ko gre za številke, tam pač ni prav veliko, tako rečemo, matematike, ki se jo lahko po svoje interpretiramo. Kaj pomeni ta demografija za Slovenijo? Hvala lepa. Demografija je ne samo za Slovenijo, ampak za 3/4 razvitega sveta precej velik problem. Danes imamo v Sloveniji 1,4 zaposlenih na enega upokojenca. Že leta 2050 se to izenači, to doživimo pač odprte škarje in v tistem trenutku ni več pač tega pay as you go sistema, ki ga je leta 1889 prvič uvedel Bismarck v takratni Nemčiji, ampak dobro, šalo na stran, pa zgodovino na stran, ker je bila samo za redke. Ne vem, če veste, takrat je bila 45 let povprečna življenjska doba, pokojnina je bila pa predvidena po 70. letu, tako da. Ampak za vse nas bo problem zaposlovanje, za vse nas je treba se soočiti z politikami nadomeščanja teh zaposlitev. In gospod Brodnjak je prej govoril ne samo o tem, kar je že mogoče danes lahko nekdo, ki se upokoji, potem normalno naprej se dela, kolikor želi. Ima pa še dodatno delno pokojnino pridobiva, a ne. Če pri nas sklene tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, kar je izjemno dodaten plus za zaposlene, 80% vseh velikih podjetij ima kolektivno zavarovanje, mu tudi to nadomestitveno stopnjo dvigne, namreč danes smo na nadomestitveni stopnji, če gledamo povprečno plačo, ki je v Sloveniji, je upokojenca dobi 57% tega, ne. To pomeni, da je potrebno bo nadomeščati z lastnim varčevanjem in tudi tukaj apeliram predvsem tudi na podjetnike, da ne smete pozabiti na to tretjo življenjsko dobo in da bo to vedno bolj tudi element, ko ga boste lahko ponudili vašim zaposlenim, da bodo mirni ne samo danes, ampak tudi v prihodnje. Naj povem, da v Sloveniji velikokrat pozabimo na ženske. Zakaj govorim o tem? Zaradi tega, ker imajo v veliki večini še vedno razliko v plačah za isto delovno mesto v isti izobrazbi. Slovenija smo sicer srečni, lahko veseli, tega je zelo malo pri nas, ampak kljub temu smo še nekje pri 6, med 6 in 8%. V 5 državah v Evropi so ti procenti bistveno višji. In to je potrebno, imamo tudi eno izmed prednosti, da lahko z izenačitvijo teh pozicij več ženske delovne sile se zaposli. Namreč to je tudi dodatni bazen. Bazeni so mladi, migranti, ženske in starejši. Starejši od 65 let, tukaj mi sploh ne dosegamo evropskega povprečja, koliko je delovno aktivnih, se pa vsako leto to povečuje. Zato, da pa lahko to imamo, moramo imeti pa tudi lastno idejo, kako to urediti, da bo funkcioniralo nam ustrezno, podjetju ustrezno. In hkrati, ko smo v nekem takem, trenutno smo, lahko govorimo v javnofinančnih obdobjih izjemnega povečevanja javnega dolga. To smo lahko priča, če gledamo v zgodovino nekje, smo rekli, kot v času vojnih, pravzaprav javnih spending, kako se pač stroškov, ki jih ima država, ne, se izjemno po celem svetu povečujejo. Zato je tukaj treba tudi to obdržati v mislih, ko bojo pogovori z vlado tekli, da so vseeno te stroški grejo gor. Se pravi, vlada bo od nekod morala nekaj vzeti. Seveda se pa z racionalizacijo, večjo učinkovitostjo da ogromno narediti. Ampak še enkrat, zdaj, če grem nazaj k demografiji, je to nekaj, kar moramo urediti in kar moramo sprejeti tudi na nivoju države in med seboj, se pravi, doseči lasten konsens, da želimo imeti jasen sistem vpeljan, kako migracijsko politiko usmerjati na način, da ne dobimo najnižje neizobražene kadre, ampak da lahko konkuriramo za višje in visoko izobražene kadre. Slovenija je majhna. To, kar Blaž govori o tem, kako moramo konkurirati Kitajski, se ne strinjam.
zaradi tega, ker ne moremo konkurirati Kitajske, ampak moramo imeti inovativni in to vedno smo bili. Prav na vašem področju takšne fleksibilnosti, kot jo vidim med podjetniki, lahko samo dan klobuk dol, ker je dejansko se dogaja, tudi ko je bila kriza 2014, so bile prilagoditve ogromne, ko smo izgubili jugoslovanski trg po osamosvojitvi, so bile izjemno hitre reakcije in zato je dokaz, da smo vsi tukaj, da ste vi izjemno sposobni in da znamo peljati stvari naprej, konkretno, ne samo s sanjami, ampak z rešitvami. To pomeni, da se moramo dejansko čisto prestrukturirati. Hvala. Gregor, lahko Kar, samo seveda. demografske podatke dodam. Jaz imam zelo rada številke in zvečer, ker ne morem spati, je moje najljubše branje spletna stran Urada za statistiko. Včasih malo pomiri. 2022, število rojstev v Sloveniji 22.500. Covid časi, zelo smo se imeli radi. 2023, 19.300. 2024, 16.500. To je naša demografska slika in ja, migracije, zakonite migracije so seveda rešitev. In jaz z največjim ponosom, veste, velikokrat rečem, ko mi reče v Sloveniji nas je 2 milijona, ne, 2 milijona 100 tisoč nas je. In nam številke ne padajo, ampak zaradi priseljevanja, ne pa zaradi rodnosti. No, ko smo že ravno pri številkah, tudi vi ste omenili ta dolg. Še nikoli nismo toliko nabrali v državni proračun, pa imamo vseeno 2,2 milijardi že minusa, ne, oziroma smo ga naračunali, podjetja ne delujete tako, ne, tam se točno ve, ne morem porabiti več, sploh pa ne za 10 let, ker vem, da ne bom tega nikoli poplačal. Kako kot ekonomist gledate na ta dolg, da je to postala normalnost? Zdaj, seveda, težava zahodnih demokracij, ne, ki so si jo zatiskale pred očmi dolg časa, je seveda tega, da so pač njegov pokojninski sistemi dolgoročno fiskalno nesolventni. Ne. In tukaj seveda je bila težava, ki jo je Slovenija ubrala vizavi seveda pač drugih zahodnih držav, da je dolgo časa imela efektivno upokojitveno starost prenizko. Ne. Mi smo poračunali, se pravi, koliko bi bilo potrebno dvigati efektivno upokojitveno starost, da bi vsaj na srednji rok zagotovili relativno solventen pokojninski sistem. In ena izmed rešitev je, da se pravi, se vsako leto povečuje za obseg povečanja pričakovane življenjske starosti ob rojstvu in obseg, se pravi, bruto domačega proizvoda vsako leto. Ne. To seveda pač pomeni, da dolgo, recimo od številne države, kot je recimo Islandija je sprejela zakon, kjer je to izenačeno na 72 let, začne veljati naslednje leto. Tako, in to so najbolj, kako bi rekel, države prepoznane kot najbolj socialne demokracije na svetu, so prepoznale, da brez dviga efektivne upokojitvene starosti bodo imeli na dolgi rok kot pokojninski problem glede solventnosti. Kar se pa tiče, se pravi, to, kar je kolega Brodnjak omenil, se pravi, privabljanje kadrov. Ne. Mi moramo vedeti, se pravi, ne, se absolutno strinjam, seveda, samo zakonite migracije so problem, ampak vprašanje je, kakšne migracije. Ne. Tukaj slovenska diplomacija bi lahko odigrala bistveno večjo vlogo, ne, da bi v državah, ki ima na eni strani relativno poceni delovno silo in dober človeški kapital, dobro izobražena, da preko teh kanalov seveda pač skušamo spodbujati zakonite migracije v Slovenijo. Slovenija potrebuje samo zelo visoke kvalificirane migracije, ki slovenskemu gospodarstvu, se pravi, dodajo k rasti produktivnosti, dodajo k gospodarski rasti in dodajo seveda k inovacijam. Ne. Izkazalo se je na primeru Francije, Italije, drugih pač seveda zahodnih demokracij, da so dolgo časa spodbujale ali pa tolerirale nezakonite migracije. Kaj se vam je zgodilo? Socialna polarizacija, družbena fragmentacija in popolna erozija socialnega zaupanja. In potem imate fenomene, kot je Marine Le Pen v Franciji, Alternative für Deutschland v Nemčiji in še kaj drugega. In to moramo seveda preprečiti za relativno preprostimi in relativno seveda, kako bi rekel, izvedljivimi ukrepi, za katere pa tudi verjamem seveda, da obstaja tisto, kar je najbolj pomembno, to je pa družbeni konsenz brez kakršnihkoli trenj. Jaz vas moram v enem delu popraviti. Slovenija potrebuje tudi nizko kvalificirano delovno silo, ne samo visoko kvalificirane delovne sile, predvsem v socialnem skrbstvu in v gostinstvu. To so fakti bruti. Jaz se opravičujem, Gregor, ampak preden nas predsednica zapusti, jo moram dati eno vprašanje. Če je najdla najino zemljo. Po volitvah. Parlamentarni. Igor, morda čisto ob koncu še eno vprašanje. Vodili ste
energetski steber SBC-ja. Že lani ste imeli na tem odru, sicer je bil tam dol, no, govor, pa ste povedali, kako ste bili razočarani nad politiko, kaj vse se je dogajalo. Minilo je leto dni in novo je samo to, da je tudi Hrvaška rekla, da razmišlja o jedrski elektrarni pri njih doma. Ja, žal, to študijo, ki jo je naredil gospod dr. Jože P. Damjan, je Marko že omenil. No. Jaz bi se zahvalil tudi vsem ostalim, bilo je kar veliko sodelavcev v tej študiji in dejansko se tukaj izkaže, da recimo najdražji model bi bil samo obnovljivi viri, da bi stal okoli 211 milijard. Potem je, če ne naredimo nič, okoli 180 milijard, 150 milijard bi bilo recimo obnovljivi viri in plin, medtem ko med tem 54 pa 65 milijard pa jedrska plus obnovljivi viri. Da vam mogoče samo jaz govorim o obdobju 80 let, ker to je čas, ko ena jedrska elektrarna sigurno deluje. Zdaj novejše elektrarne bodo delovale tudi več kot 80 let. In ta analiza je res, bom rekel, zelo dobra, zanimiva. Vsi si jo lahko naložite na moja položnica, ja, SI in pogledate pač, kako je strukturirana. Kar se tiče pa Hrvaške, pa moram reči, no, da sem bil seveda glede na, bom rekel, 2 leti pa pol se s tem problemom energetike ukvarjam, ne presenečen, ampak tudi pričakoval sem, da se bo na koncu tudi njihova politika nekako zgonila in oni so, bom rekel, precej hitrejši, imenovali so strokovno skupino. Kar nekaj ljudi iz te skupine tudi osebno poznam. Bili si potencialni vlagatelji v našo jedrsko elektrarno in zdaj se nekako bojim, da bodo oni nas s tem prehiteli. Dejansko so tudi, bom rekel, izbrana že 2 območja, kjer bi lahko zidali jedrsko elektrarno. To je pa še iz časov ranke Jugoslavije, je bilo že v bistvu to vse raziskano. Tako da ena je pri Ivanić-Gradu in ena pa pri Donavi, kjer bi lahko tudi naredili več objektov. In jaz samo upam, da bo naša stran se podvizala in pospešila, da bomo vseeno uspeli mi to našo jedrsko elektrarno narediti prej. Do takrat moja položnica.hr lahko še naredite, ne? Ja, recimo. Ja, zdaj bo zanimivo, ker bo to konkurenčno okolje, ne, iskanje vlagateljev, če bomo imeli to v Sloveniji, bodo imeli tudi Hrvatje. Ja, tudi to je ena zadeva, ne, oni so lastnik pol jedrske elektrarne v Krškem in recimo, če bi nam hoteli malo nagajati, bi nam tudi lahko. To pa Hrvati ne delajo. Jaz mislim, da temu ne bo tako. Ja, mi tudi ne bomo nagajali predsednici države. Hvala lepa, da ste prišla znova. Prejle morda kdo, kot ga lani ni bilo, ker jih je letos vendarle več, ni dobro vedel. Lani sta imela z Jocem pogovor o prostoru za potem predsedniško palačo, ki jo bodo zgradili, tako ste obljubili podjetniki kot nek showroom za Slovenijo. Prostora letos niste našli, ampak drugo leto pa se bomo spet srečali, pa bo morda kaj bolje, prav? Voilà. A lahko, ker se ne bom mogla družiti z vami, bi sam nekaj za sprostitev za konec rada povedala. Tamle gledam Martina Goloba, ne, Mašo za podjetnike in obrtnike boste imeli. Jaz sem ga zadnjič poslušala na eni prireditvi med slovenskimi kmeti in moram reči, crkavala od smeha. On ima stand-up v bistvu, ko pridgo naredi. In sem si eno stvar zapomnila, ko govori o 10 zapovedih, še enega škofa zraven je malo stresala, ampak se je nasmejal, je rekel takole, ne. Če nekaj ukradete, imate vsaj nekaj v rokah. Če ženo prevarate, vam je vsaj nekaj cajta lušen. Ampak da pa koga sovražite, pa da ste ljubosumni, od tega nimate pa nič. Pa ima prav, a ne? Sovraštvo in ljubosumje naj izgine. Hvala vam za prijetno družbo. Grem novim obveznostim naproti. Dobro delajte še naprej. Predvsem pa uživajte v tem, kar delate. Iskrena vam hvala za vse, še enkrat.